drage obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli torej nazaj v drugem delu dogodka Beremo v temi, ki poteka pod okriljem projekta Knjižnice slepih in slabovidnih. Projekt financirata Evropska unija v okviru Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Začeli bomo blazno resno, ker je z nami Desa Muk. In še dobro, da nam je prišla nekaj malega prebrati. Saj so njene papirne knjige v knjižnicah nenehno izposojene, v knjigarnah pa razprodane. Desa. Hvala lepa. Brala bom odlomke svoje knjige Kriplin, ker sem tukaj na povabilo Zveze slepih in v knjigi nastopa slepi deček. In je veliko heca na račun slepih noter. Hvala Bogu. Jaz sem eno slepo prijateljico zelo dobro, kaj zmeri rečem, jo, kako si ti srečna, ko me navidiš. Ja, pa tudi ta očala nove v redu. Ali kaj? Sama. Mogla bom tako ljudi brez breška. Vsi smo tako ceto, ne? No, bom kar na začetku začela. Zdaj sem pa zares prepričana, da gre za črno magijo, duhove ali za oboje skupaj. Tako kot sedim tukaj in se pišem petek, je zaslišal Darjan svojo mamo govoriti sosedi Črnetovi. Sedel je za mizo ob oknu in s prsti drsel po izboklinah v knjigi, ki je bila tiskana v Brajlovi pisavi, kajti Darjan je bil slep. Bila je knjiga Karla Maja, drugače to za najstnike knjiga. Darjan je s svojimi notranjimi očmi lahko čisto jasno videl rumene pečine kanjona, žareče v zahajajočem soncu. Slišal je peket konjskih kopit in sopenje vznojenih živali, ki se je zlivalo s paničnim bobnenjem v glavah treh jezdecev v temno-modrih uniformah, ki so drveli po suhem rečnem koritu. Čutil je tesnobo, ki je krčila njihove prsi, kajti na vrhu strmih pečin so zlovešče vzniknile ponosne silhuete indijanskih bojevnikov, črnih od maščevalne sle. In prav tedaj so skozi odprta vrata njegove sobe priplavale mamine besede o črni magiji in duhovih. Zastrigal je z ušesi. Konji so zahrzali in se ustavili, zlovešče sence vrh pečin so utrpnile. Vsi prebivalci knjige so se umirili in čakali, da bo Darjan začel brati dalje. Mama je nadaljevala. Tudi nihče mi ne verjame, vsi se norčujejo iz mene, čim samo omenim, da gre za nadnaravne sile. Toda lepo te prosim, kaj ne bi bilo to drugega, kakor prekletstvo. Prejšnji teden je pripovedovala mama, so se nama dogajale take neverjetne reči, da še danes ne razumem, kako je mogoče, da so z Darjanom ostala živa. Poglej prav kurjo pot imam, če se spomnim na vse tiste grozote. Recimo, Darjan in nekaj njegovih sošolcev sem peljala domov, ko avto kar naenkrat grozno zaropota in zaškriple pok in se sesede. Odletela so mu vsa 4 kolesa naenkrat. Predstavljaj si, o 1:30, ko je na cesti največja gneča in je vroče, kako v peklu, jaz pa poln avto slepih otrok. Na srečo so se našli prijazni ljudje in mi pomagali, da sem z vlečno službo spravila avto do najbližjega mehanika. In veš, kaj mi je rekel? Gospa, več kakor čudež je, da ste ostali živi. Doslej še nisem slišal za tak primer. Bil je čisto preč. Darjan je upal, da je mama končala, kajti zgodbo o dogodkih prejšnjega tedna je slišal že 100-krat in vsakič je bila bolj neverjetna. Jezdeci v kanjonu so ga že nestrpno čakali, konji so se nemirno prestopali. Mama je nadaljevala. Pa skrivnostno zbadanje, ki ga čutimo v roki, in kam je izginil album naših družinskih fotografij. Mogoče ga je vzel Darjan? Je vprašala Črnetova. Ja, kaj pa ne bi Darjan počel s fotografijami? Lepo vas prosim. Halo? A ja, saj res. Darjan se je zakihital.
Pa to, da nam zadnje čase kar po vrsti crkujejo gospodinjski in elektronski aparati in da ne govorimo o Darjanovem skrivnostnem padcu po stopnicah, v življenju še ni padel po stopnicah. Ja, to je bilo res čudno, je pomislil Darjan. Še ko se je učil hoditi po stopnicah, se mu to ni zgodilo. Natanko je poznal vsak korak, vsako izboklino na ograji in prasko na zidu, po njih je šel tako hitro, kakor videči. Takrat pa ene stopnice nenadoma ni bilo, kakor da bi se mu ogreznila pod nogo. Ja, to je bila res edina nenavadna reč od vseh, ki jih je naštela mama. Vse drugo so bila navadna naključja. No, in potem so naročili, izganjalca zlih sil, ker je rekla Černetova. Poznala sem žensko, ki so se ji tudi neprestano dogajale grozljive in skrivnostne reči in pol je šla in poklicala tega izganjalca. In ste šli gledati oglase in tam ste našli ta glas. Ali zadnje čase trpite zaradi nenavadnih in neprijetnih pojavov? Se vam zdi, da se vas nepretrgoma drži smola? Po vsej verjetnosti ste vi ali kdo vaših bližnjih v oblasti zlih sil. Obrnite se na izganjalca duhov z bogatimi izkušnjami. Diplomirani odstranjevalec zlih sil in doktor čarovniških znanosti z veseljem do čiščenja negativne energije. Mednarodno priznani strokovnjaki na ugodna pokličite Kremplin. In sta poklicali. Samo malo. Zdaj bom pa že kaj Kremplin prišel, a ne? In kaj on začel pripovedati svojo zgodbo. Aha, pozvonilo je, prišla je Carmen. Čeprav Darjan njenega glasu sprva ni prepoznal, tako je bila razburjena, da je govorila o najčistejši knjižni slovenščini. Hitela je. Zelo me veseli, gospa Petkova, da ste tukaj, od vas prihajam, veste, ker je prav mogoče, da sem pravkar znorela. Mi ne zamerite, če bom povedala kaj neobičajnega, po kosilu sem namreč pojedla 6 kremšnit, skupaj z litrom jabolčnega soka imajo morda nenavadne učinke. Kar povedala bom, kar sem videla, seveda, če sem res videla. Torej, vrata vašega stanovanja so bila priprta, ker se na moje zvonjenje ni nihče oglasil, sem si drznila pokukati noter in nisem si mogla kaj, da ne bi opazila, da je vaše stanovanje popolnoma preplavljeno s pajki. Po stenah, po stropu, povsod, pohištvo se sploh ne vidi več. Ali je slučajno možno, da sem videla kaj takega? Možno, je zastokana mama. Zanimivo pa je, da so samo v vašem stanovanju čez prag sploh ne gredo. Hvala Bogu, je vzdihnila mama. Carmen je prikimala in končno spregovorila s svojim običajnim glasom. Nemudoma je treba poklicati Kremplina. Toda številke nimamo več. Imamo jo, je zmagoslavno priplahotala Černetova in mahala s pogrešenim časopisom, ker enkrat vmes so ga ven vrgli, ker je bil predrag. Carmen si jo za vsak primer zapisala. Mislim, da bom potrebovala, sumim, da me je urekla učiteljica biologije, takoj ko odpre usta zaspim. Mama je planila k telefonu, dolgo je trajalo, preden se je oglasil Kremplin s čemernim glasom. Vi ste, gospa s lepim dečkom, kaj bi radi? Mar vaši uroki še niso odšli? Ne mara se vam še kak posebno trmast valja po kotih? Mama je s tresočnim in ponižnim glasom povedala za pajke. In kaj mislite, da sem jaz, deratizacijska služba? Pokličete mestno sanitarno inšpekcijo, naj vam zaprini golazen. Tudi mislila sem, da bi vi, oprostite, gospod Kremplin, ker sem bila takrat tako neprijazna. Nisem vedela, res ne, sama živim z otrokom, ni mi lahko, veste. Vsak strošek se mi pozna in paziti moram, kaj bodo rekli sosedje.
Ni važno, bomo že kako, če bi vseeno prišli. No, prav, ampak ne pričakujte nobenih čudežev, te zadeve so se pri vas že precej razpasle. Sam še malo. No, Darjan je bil tako prestrašen, da je sedel mimo stola na tla, ker se mu, odkar je bil slep, že dolgo ni zgodilo. To je Kremplina spravilo dobro voljo in ko se je nehal smejati, je nadaljeval. In da me ne boste gnavili še zaradi grmade, vam povem, kako se je končalo. Zdaj sem pa pozabila povedati, kaj se je vmes zgodilo. V glavnem tukaj Kremplin pripoveduje o svojem otroštvu, ki se je začelo nekje v 17. stoletju in so ga že kot otroka razglasili za čarovnika, čist po krivic, ker ni bil. In so ga pač, ker ga je neki biksal, mislim, tisti vladarici neki ni bil po godu, so pol ga mučili pa vse sorte. Tako, tisto noč, in da me ne boste gnjavili še zaradi grmade, vam povem, kako se je končalo, ker je bil obsojen na grmado, Tisto noč, preden bi moral umreti, sem ležal v svoji celici in se ves premrl od groze in žalosti pogovarjal z Margareto. To je bila mrtva sestra. Solze se mi sploh niso hotele ustaviti. Prosil sem jo, naj mi kako pomaga. Skozi rešetke na kletnem oknu ječe se je pričel svetlikati dan moje usmrtitve in noter je vdrlo strastno petje ptic. Čutil sem, kako se jim drobne prši napenjajo od radostnega navala krvi samo zato, ker živijo in ker je tako čudežen svet, ki ga porajajoča svetloba odpira pred njihovimi očmi. Jaz pa tega ne bom nikoli več videl. Nikoli več ničesar čutil v svojih prsih, pa komaj 10 let mi je. Zvil sem se v 2 gubi in omeglel od žalosti. Prebudilo me je škrtanje ključa v ključavnici. No, pa so prišli pome, sem pomislil. Toda bil je samo duhovnik. Priznal si največji smrtni greh, sin, in si tako očistil dušo. Bi rad še kaj izpovedal Bogu, je dejal. Odkimal sem, zakaj ne bi se izpovedoval, ko pa bom že čez kako uro lahko z Bogom osebno govoril in mu vse pojasnil. Moliva, je zategnil in pokleknila sva. Zopet je v ključavnici zaškrtal ključ. Zdaj zares konec, sem pomislil in se znova zvrnil po tleh. Toda vstopila je Grščakinja, poznal sem jo. V praznikih sem jo videval, ko je prihajala v vaško cerkev. Bila je mlada, okrogla piška. Pomignila je duhovniku, naj odide, nato je proseče sklenila bele blazinaste dlani in srčasto otroške ustnice so ji tako trepetale, da je komaj govorila. Velik čarovnik si, mladi Kremplin, rotim te, da rešiš mojega otroka. Celo noč se duši, komaj še diha, umrl bo, če mu takoj ne pomagaš. Zdravnik je že naredil križ čezenj in odšel, rešimo življenje, jaz pa ga bom rešila tebi. Peljali so me, uklenjenega jasno, v otroško sobo. V sobi je bilo zatohlo in peklensko vroče. Zavese so bile spuščene, mrak je osvetljeval le visok plamen, ki je gorel v kaminu. Znoj mi je zalival oči, tako da sem le megleno videl prostor okrog sebe. Kljub temu sem z vso ostrino dojel gugalnega konja, velikanski grad s kositernimi vojaki in tako pazljivo izdelane lutke, da so bile kakor žive. Igrače, za katere dotlej nisem vedel niti, da obstajajo. Strah je zamenjalo očaranost. Najraje bi sedel in se pričel igrati, kajti ne pozabite, bil sem še otrok. Stražar me je grobo porinil k postelji, ki je bila zvrhano naložena s pernicami, pod katerimi se je majhen debelušen otrok dušil kakor prašiček v lastnem soku. Bil je temno rdeč v obraz in v prsih mu je srhljivo žagalo in piskalo. Poleg sta stali dojilja, ki je glasno jokala, ter Marička, ženska iz vasi,
ki sem jo poznal kot padarico. Tudi v njej so šušljali vse mogoče, vendar so jo pustili pri miru, ker je marsikoga ozdravila in ženskam pomagala pri porodih. No, on je rešil tega otroka in sicer tako, da je odprl oken, pa mu tiste koter dal dol, da je lahko zdihal, ne. In pa so ga spet imeli za zelo velikega čarovnika. Ampak, ker ni hotel pomagati pol grofici, oziroma rekel je, grofica je rekla, da se boji, da se je bo temnolas otrok rodil, ona je bila pa blond, pa mož tudi. Poveljnik straže pa ni bil, ne, in pol je on obljubil, da bo začaral, da bo svetlolas otrok, ne, ampak še prej ga je pa, ja, in pol se ni, in pol so bili, pol so ga mučili spet, pa ne vem, kaj se tudi zelo dobro ne spomnim. Ampak, ja, noge so mu zdrobili, čist, med mučenjem. Pogledal sem po nogah, ki sta se svetili kakor dve ogromni temni klobasi. Stopali sta kakor napihnjeni rokavici bingljali vsako na svojo stran, kakor da ne bi bili del telesa. Tudi nekaj živo rdečih odprtih ran je cvetelo v črnem mesu in iz njih se je cedila prozorna tekočina. Tu pa tam nekaka muha vanje znesla jajčice. Tu se ne da nič več pomagati, je sočutno dejala Marička. Upine, sem zaprosil, toliko strupov poznaš, vse me. Ojej, otrok, nesrečni otrok. Mislila sem, da si velik čarovnik, ne poznaš nobenega uroka, grofovskemu sinu si tako lepo pomagal. Tisto je bila sreča, ne vem, kaj mi je bilo, zdelo se mi nekaj mi je reklo, kaj naj napravim. Taj pa dobra, celo življenje se učim zdravilstva, nabiram in kuham rastlinice, pa mi ni nikoli nič reklo. Velik zdravilski dar imaš, škoda te je. S tvojim darom in z mojim znanjem bi lahko skupaj veliko zaslužila. Nato je pomislila in me vprašala. Ti zdaj nič ne pravi, kaj storiti s tvojimi nogami? Samo eno, odrezati. Blazno si želim, da bi mi kdo z ostro in gladko sekiro odsekal nogi tukaj čisto pri vrhu. To je bilo res. Imel sem celo privide o tem, kako se mi sekira gladko zareže v meso tik nad bolnim delom, kako me zajame odrešujoča bolečina, ki mi ti slučajno ne more biti tako huda, kakor ta. Domišljal sem si, da mi po nogi rijejo ostrozobi krt in se trudijo pregristi vedno više v telo. Z užitkom sem si predstavljal njihove presenečene gobce, ko bi jih nenadoma odrezali od telesa. Marička je odšla, to se nemudoma vrnila 4 krepkimi hlapci, no pa so mu noge res odrezali, pa si jih je naredil sam iz lesa, pa še polhanjenih predalčkov noter, za orodja, pa za vse sorte stvari, tako da so mu te noge kasneje v življenju še zelo prav prišle. Medtem so tudi njegovo mamo zaprli, ker je bila mama čarovnika in so hoteli zažgati na grmadi, ampak ker je bila zelo debela, se je grmada pred njo podrla in po takrat veljavnih pravilih je bilo, če si kdo, če karkoli preprečil smrt na grmadi, pol te niso mogli še enkrat ubiti. V glavnem, no, pol se še blazno zaplete, ker pa se rodi temno las otrok in jih oba dva nekam izženejo in pol je mogel on za tega otroka skrbeti in v glavnem se je priključil na koncu nekemu zelo nenavadnemu ljudstvu, ki je živel zelo globoko v gozdovih in se je skazali, da so to stari Egipčani, ki so se naučili tako mumificirati, da še kar hodijo po svetu. Ker ta je bil en zelo tak genijalen znanstvenik. No in recimo, in on, ta znanstvenik mu je tudi razkazal pač svoj laboratorij.
Z roko mi je pokazal, naj sedem v enega izmed dveh velikih foteljev, ki sta stala poleg mizice. Ta je bila iz svetlega, gladkega lesa, v katerega so bile iz temnejšega lesa vdelane podobe živali, podobnih srnam, le da so imele na glavi valovite rogove. Iz svojega sedeža sem se lahko temeljito razgledal naokrog in sem opazil v ozadju skladovnice knjig in nekakšnih orumenelih zvitkov, za katere nisem mogel ganiti, ali so iz usnja ali papirja. Tisto, kar sem zagledal, zatem me je pošteno vrglo. Na nasprotni steni so stali kozarci, od takih za marmelado pa do takih, ki so bili večji od človeka. Čeprav sem se trudil, je bilo nemogoče, da mojega pogleda ne bi neprestano vleklo tja, kajti v tistih kozarcih so v jantarni tekočini plavale najbolj nenavadne reči, kakor da bi blaznež ustekleničil svoje nočne more. Nekatere primerke v tej grozoteki sem pač prepoznal. Dele človeškega telesa, roke, noge, odrezane glave in tiste notranje organe, ki so bili podobni živalskim. Toda v kozarcih so bila tudi bitja, kakršnih še ni uzrlo navadno človeško oko. Dojenčki z dvema glavama, grbavi spački, otroci brez rok in nog, otroci z glavo večji od telesa, bitja, za katera nisem vedel, ali so človeška. Cele dneve bi lahko bulil v tiste kozarce. Vprašal sem ga, zakaj ima vse te pošastne otroke vložene v kozarcih kakor kumare. Ljubim jih, je odvrnil. Tako jih ljubim, da se ne bi mogel nikoli ločiti od njih. Prinašali so mi jih, da bi jih ozdravil, ali pa so mi prinašali že mrtve. Niti sanjam se ti ne, koliko so ti otroci pretrpeli v svojem kratkem življenju. Poznali so samo bolečino in samoto, kajti materi jih v strahu, da bi se nalezle prekletstva, jih niso nikoli stisnile k sebi. Njihovi bližnji so se v grozi odvračali od njih in če se ne bi bali Božje kazni, bi jih usmrtili takoj po rojstvu. Ljubim jih male nedolžne mučence usode, ker vse povedo o svetu, ki jih je zavrgel. Vsakega od njih sem dolgo nežno pestoval pred smrtjo, čisto mirni in otrpli so bili od užitka, ko so prvič občutili varno toplino telesa, nežen dotik na svojih ogromnih spačenih glavah in tihe besede miru namesto prestrašenih krikov in šepetanj, groze in gnusa. To je zdaj to. Konca pa napovem.